Velika mati narava je mogočna in uravnava tudi naša življenja. Prisrčno pozdravljeni in iskreno dobrodošli, dragi gledalci, cenjene gledalke, tudi v današnjih popotniških razglednicah. Blag človek je vedno dobrohotno blag do vsega, kar ga obdaja. In tako bomo tudi danes z našim cenjenim gostom, ki nam bo podaril to svojo lastnost in pa seveda tudi svojo ljubezen do potovanj, lahko obogatili naše druženje v popotniških razglednicah. Z nami je ponovno gospod Miran Orožim, katerega prav lepo pozdravljam. Lep pozdrav. Miran je pač človek, s katerim sva že kar nekaj časa povezana, zato se bova danes tudi tikala. Vsekakor pa je Miran tisti človek, ki ve, da če nekaj dobiš, daš potem tudi naprej. In on zelo dobrosrčno to podarja nam takole sedaj v tem našem druženju, prav s svojimi doživetji, s svojimi potovanji. In v prejšnji oddaji sva skupaj takrat seveda predstavila Ekvador. Danes bova šla naprej v tem izrazu spoznavanja tega predela našega sveta. In pravijo, da malo dobiti je več, kakor nič prejeti. In na vsakem potovanju ti gotovo dobiš veliko. Kaj je tisto, Miran? Dobiš nove prijatelje, nove poglede na svet in potem, ko prideš nazaj, zopet gledaš na tisto svojo sredino popolnoma z drugimi očmi. Ko vidiš, kaj se po svetu dogaja, kje smo mi v tem prostoru in seveda pri razmeščanju tega dobivaš res nove izkušnje, bogate izkušnje. No in tvoja bogata izkušnja je tudi potem zabeležena s pomočjo fotografskega očesa, če tako rečemo, ker si tudi mojster fotografije, velik ljubitelj narave in vsega lepega. In to izraznost ti nikoli ni takole morda bom rekla, oviro, vedno z veseljem posežeš tudi po tistih, bomo rekli, kar malce bolj se moraš potruditi, da vse tole lahko potem na enem takšnem potovanju pripraviš. Vsekakor. To je nekako tako, kot bi bil v službi, vendar v službi, v kateri uživaš. No, bolj ko postaješ star, ti tudi pomaga, da se določene stvari spomniš in tudi sam mogoče čez leta tudi pogledaš na te stvari z drugačnimi očmi. Ko nekaj časa odmakneš te stvari, vidiš, da te tudi tebe samega včasih določene slike presenetijo. In napolnijo s tisto energijo, ki si jo tudi vložil in doživel. No, predstavili smo Ekvador, kot sem že omenila v prejšnji oddaji. Kam pa danes nadaljujemo tole potovanje? Danes gremo zopet naprej po Ekvadorju in sicer v prejšnjem delu smo bili v Kitu, Mindu, Otavalu, potem v Cuyabenu. Nekako smo končali na laguni Quilotoy. No, danes bomo začeli v Latacungi. To je v kolonialnem mestu ob Panamericani, to je najdaljša magistralna cesta na svetu. No, to je, Španci so ustanovili to Latacungo in večkrat v zgodovini je bila uničena zaradi bližine vulkana Cotopaxija. No, tudi mi smo izbrali Latacungo za izhodišče, spona na ta Cotopaxi. Tukaj vidimo to avenijo vulkanov. No, in na drugi strani lahko vidimo, na drugi strani leži pa Cotopaxi, ki je drugi najvišji delujoči vulkan na svetu. In sicer je visok kar 5897 metrov. Pa je to področje zaradi teh vulkanskih kako bomo rekli, udeležbe vulkanov kaj nevarno? Je mirno? Je nemirno in dejansko vsak obisk tega
območje je pod strogim nadzorom. To se pravi, da se lahko zgodi pri delovanju tega vulkana, da tudi kako leto, dve dostop ni mogoč. In vi ste imeli to možnost, da ste lahko si seveda ogledali to področje? Mi smo pač imeli srečo, res je pa, da za nami se je začelo to vulkansko delovanje in nekako potem je 3-letno obdobje, ko je bil dostop na Cotopaxi je prepovedan. No, mi nismo šli do vrha, ampak samo do planinskega doma, oziroma smo si ta spodnji plato pogledali. In pač tiste aktivnosti, ki so tam mogoče, da greš malo na sprehod, si pogledaš to naravo in uživaš v pogledih na vulkan. Res je pa, zaradi te višine in vlage, da je velikokrat v megli, da moraš imeti izredno srečo, da ga vidiš. No, tukaj so vhodna vrata v ta nacionalni park Cotopaxi. Hladno je začelo postajati, ker smo pač bili nekako na 3000 metrih višine in smo se tudi zapodili v te trgovine, da smo za vlamino volno pa te stvari smo si lahko poceni nakupili. No, veliko je ob tem, to je, na vrhu je ena laguna, Limpio Pungo, in ob te smo občudovali te rožice, ki so po večini endemiti. Pač gre za specifično geološko podlago in pa zaradi višine se pač razvija popolnoma sam svoja flora in je pač zelo zanimivo za pogledati. Vrste so podobne našim, vendar gre popolnoma tukaj za druge vrste iz tega področja. No, večino poti je nadelanih, to se pravi, da lahko samo po poteh se sprehajaš okrog te lagune. No, tudi mi smo izbrali se na tako krožno pot in uživali v tem rastju. Postajalo vse bolj hladno, vmes so bili snežne plohe. Veliko je bilo tega res lepega cvetja, gleda, da smo ulovili ta spomladanski aspekt, ko se vse nekako odpira. Razcveti. Kljub temu, da smo bili na ekvatorju, na tej višini snežni in tudi veliko je snežnih dni zaradi same nadmorske višine. Pa je to področje zaščiteno tudi? To je v nacionalnem parku, zelo je varovano in istočasno uprava nacionalnega parka skrbi, da pravočasno obvešča obiskovalce zaradi vulkanskega delovanja. Vsekakor, ker so lahko kar hude nesreče, če bi se kaj zamudilo. Ja, no, mi smo se še speli eno etažo više tudi z avtobusom do višine 4500 metrov in potem še peš šli do zadnjega planinskega doma, to je Jože Ribac, na 4864 metrov je ta koča. No in ta koča je bila zgrajena 1971 leta. No, v 1996 leta jo je pa zaradi delovanja, zaradi potresov vulkanskih se sprožil plac in je to kočo zbrisal, zraven je bilo pa tudi 13 ljudi mrtvih v tem in potem nekaj časa ni šlo nikakor naprej. Sedaj pa je že nova zgrajena. Nova koča je zgrajena in to je dejansko božja pot. Tistih kilometer, dva dejansko vidiš pred sabo, vendar nadmorske višine so tukaj okoli 4800 metrov. Tukaj, če nisi vajen tega, dihaš na škrge. No, pa tudi počasneje, ker ni moči, hodiš. Je, kar počasi greš. Res, da
nobeden prav ne hiti na tej poti, razen tisti, ki so imeli cilj še nekoliko više. Tukaj se pa lepo vidijo te plasti delovanja vulkana. To je zelo nadzorno, točno se vidi, kako se je zlivala lava po tem pobočju. Zanimivo. Spodaj na tem platoju je značilno, da je veliko teh divjih konjev, da je enostavno, da cele črede dobiš teh divjih konjev. To so na prostem in se same razmnožujejo? Vse je prosto, ja. No, to je proti Kuči že. To pa je že v planinskem domu na 864 metrov višine. Malo se okrepčila še za energijo. Ja. Zadaj se pa vidi, tukaj je vrh. Tukaj je pa vrh Katopakcija na 5897 metrov. In to je najvišji delujoč vulkan? Drugi najvišji delujoči vulkan na svetu in druga najvišja gora v Ekvadorju. Najvišje je Chimborazo, je pa 6263 metrov visoki. Je pa malo stran, tudi na tej aveniji vulkana in vse je nekako so speči vulkani ali delujoči vulkani. No, spuščali smo se vsak po svoje in to je bil pa naš avtobus, ki nas je premeščal po Ekvadorju gor in dol. Tako da smo kar udobno potovali. Pridejo nevihte, ko jih dobesedno vidiš, kak te bo zaculo z dežjem ali snegom, vidiš tam pa se pasejo te divji konji, ki jih je bilo kar precej. Tudi nekako smo prišli v snežno nevihto, tako pravo, tako kot je bila pred parimi dnevi v Celju in okolici. In pa seveda to raste. No, v centru imajo tudi predstavljeno, da se lahko tudi učiš te vrste, imajo predstavljene te panoje in je sorazmerno veliko, imajo te nacionalni parki, te infrastrukture, ki omogočajo učno pot, nekakve učne poti so, ja. To je pa že naslednje mesto, Banjos, leži nekako na robu tega andskega grebena, vendar proti Amazoniji, na 1800 metrov višine je ob reki Pastaci. Ta reka ima sorazmerno veliko hidrocentralo in vsa energija se izvaža tukaj v sosednjo državo, ki pač te možnosti nimajo zaradi tega, ker so v ravnem, se ne da te energije dobiti, ker je vse ravno. In gre v sosednji Peru večina te elektrike v. Na tej reki Pastaci je kar nekaj teh slapov in na pritokih in to je nekako tak adrenalinski center, ker se hodijo iz celega tega izživljati s temi spuščanjem po vrveh, bungee jumping in pa kolesarjenje, nora kolesarske poti imajo. No in tukaj vidimo, iz enega mosta so tudi nas malo spustili. No, navado pa imajo, da mladi preden stopijo na skupno življenjsko pot, se preizkusijo na tale način, da skupaj skušta, ali bo preživela, ali ne bo, ali bo ta prava, to se vidi pri takem divjem skoku, tako jo opaziš. Ali je ženska prava, ali ni, ne? Mogoče pa to zgrešimo, pa je potem narobe kaj, da ne preizkusimo. No, mi smo se napotili s kolesi proti Amazoniji, nekako 30 km je ta zanimiva kolesarska pot do kraja Pujo, to je že na robu te Amazonije, ker fejst se spustiš dol, vendar te potem z
kamioni pripeljejo nazaj gor, tako da se v bistvu lagodno spuščaš tistih nekaj 10 kilometrov. Da te ni strah, kako boš nazaj kolesaril. Ne, sploh ne, tiste pripeljejo. No, ta banja ima tudi kar precej teh toplih vrelcev in je tudi zdraviliški center. Različnih mostov, brvi, ki omogočajo življenje ob tej reki. Je to turistično zelo oblegano področje. Drugo pa je, da je zelo blizu je vulkan, samo 8 kilometrov je ta kraj stran od vulkana Tungurave. Tungurave, to je vulkan, delujoč vulkan in pred leti, malo pred tistim, ko smo mi prišli tja, so se morali seliti, izprazniti kompletno mesto in to se jim v Banjicu kar pogosto dogaja. Pač tisto je zelo blizu in ko pričenja vulkan bruhati na polno, se morajo te prebivalci pač umakniti. Vendar zaradi lagodnega življenja in vse te infrastrukture, ki jo imajo v mestu, vedno pridejo tudi, kljub te nevarnosti, pridejo vedno nazaj. No, mi smo se poskusili tudi v ribolovu, v ribniku in seveda te kopali z domačini v teh rečicah. To so topli izviri. Zelo toplo je to za naše pojme. Radovedni pogledi pa vedno so prisotni, tudi v tistem smislu. Ja, turistov je ravno toliko, da si tudi ti zanimiv za njih, ne, in so nas hitro sprejeli med svoje in seveda se potrudili tudi pri pogostitvi za kosilo, naprimer tukaj so nam pekli te postrve, ki smo si jih prej nalovili, so nam potem te ženske spekli, vete, ker orjaške te ribe. Dobre porcije so bile, ne. S takimi kamioni se pa voziš, to so na pol turistični, da te vozijo gor pa dol, da sprot lahko slikaš, ni brzina, ni prav velika, no tukaj pa ta delujoč vulkan Tungurave. Sorazmerno blizu je, ne? Tako da kar moraš biti vedno pozoren, tako tale koža, ne? Se vidi, ja. Da ne bo nič zamudil. Ne. No, tudi večeri so zanimivi v tem kraju, lahko greš, lahko uživaš domačini v kaki odbojki, sploh popularna je ta odbijanje z nogo, da igrajo odbojko ali nogomet, ali pa seveda, da se napotiš v kako krčmo in poslušaš njihove viže tam, ko je v tistih parih gostilnah, ki so na razpolago. Stvar ni prav velika, ne? Kako ti gre ta glasba v uho, Mile? Kar mi deluje, kar dopadljivo mi deluje. Tako da tudi kdaj v Ljubljani postojim, pa jih poslušam, me pač spominjajo na tiste, na njihovo okolje in bolj primerni so dejansko, da jih gledaš v njihovem naravnem okolju, tam, ko so oni doma, čisto drugače spadajo, kot v Ljubljani. Vendar. Svet je odprt za vse. No, tukaj smo pa že na poti v Guayaquil, največje mesto v Ekvadorju. Gre se preko 3000 metrov visokih prilazov, zopet preko Andskega pogorja je treba priti na drugo stran do morja in se potem do morja spustiti do Guayaquila, mesta ob reki Guaya. Kar zanimive so te soteske, vidiš, kje vse ljudje živijo in v kakih pogojih pridobivajo svoje pridelke.
tukaj smo že prišli skoraj do Guayaquila, ustavili smo se v taki restauraciji, delali so se vsi verjetno, da te vse restauracije ne bi glih dobile pri nas pozitivnega spričevala za delo, ampak odnesli smo jo pa brez vseh posledic, pa še prav vkusno je bilo, preveč ne smeš gledati po kuhinji, pa je tudi kar za preživeti. Guayaquil je prestolnica, svetovna prestolnica za izvoz banan. In tukaj vidimo del teh plantaž in vse te pridelke dejansko pride v to največjo južnoameriško luko v Guayaquil. Sicer banane, kava in pa kakao so izvozni artikli preko tega. Mesto ima 2,7 milijona prebivalcev. Ustanovljeno je bilo v 16. stoletju in od 1820 je neodvisna provinca. Mi smo si jo bolj izbrali, ne zaradi tega, da bi nas karkoli zanimalo kaj velikega, ampak v glavnem zaradi prehoda aviona na Galapaške otoke. No, zanimivo je, v glavnem se je za pogleda tukaj Melacom 2000. To je nek center, ki so ga umetno zgradili. To je trgovsko, turistično in poslovno središče, popolnoma na novo zgrajeno in eden največjih južnoameriških projektov sploh takih. No, mi smo šli pa raje v Barrio La Peñas, v umetniško četrt in se po teh 444 stopnicah pospeli na Santa Ano, da smo prišli do tega svetilnika in do čudovitega razgleda na vse strani mesta. Na eni strani je to Barrio La Peñas z favelami starimi tudi 400 let in več, izredno barvito. Kar lepo je za pogleda, večina je še vse aktivno naseljeno. No, tukaj za tem hribom je pa eno največjih pokopališč. Mislim, da je okoli že več kot 700 grobov in to je ogromna površina, ker ima vsak grob ima svojo hiško. In je dejansko v mestu to pokopališče izredno veliko. No, 2 milijona 700 prebivalcev, tudi moraš nekam spraviti in to se odrazi na tej sliki. To je proti reki Guaya in to je ta umetno ustvarjeni Melacom 2000. Mi smo se raje izgubili v te bolj stranske ulice, uživali v pogledih na to njihova bivališča in pa spoznavali njihovo življenje. No, kot vsa milijonska mesta ima tudi Guayaquil sprednjo in zadnjo stran. Mi smo nažalost za manj denarja spali v tisti zadnji strani, ki pa ni toliko blišča, nima toliko blišča in seveda ni tako simpatična, tako da se vidi, da vse take stvari imajo dve strani. No, pa ko imaš zaprte oči, ti blišč tudi nič ne pomeni, ko spiš. No, sam zjutraj, ko se zbudiš, se zbudiš z drugačnimi občutki, kot zvečer, ko greš spat. To je res. Zjutraj vidiš jih nekaj na ulici, kar na ulici prespijo in ogromno šolskih avtobusov, ki vozijo otroke v šolo. Sorazmerno veliko je mladih, ni staro mesto, ampak je veliko teh aktivnih pa mladih, ki se še šolajo in kar dopadljiva mešanica prebivalstva je v tem Guayaquilu.
No, mi smo jo obrali proti letališču, kot povsod propagandni panoji in lepe ceste opozarjajo, da prihajaš proti letališču, tam je zmeramo vse poštimano tako, kar mora biti. Se greš pod nebo, mora biti tako. Ne, sam tudi ni prav, da samo na tistih par kilometrih pričaraš nekaj, kar... Iluzijo, ne? Iluzijo nekega lepega, ne pa realnosti. Guayaquil iz zraka, tako mi smo že na avionu za Galapagos. Delta reke Guaya je polna teh terminalov za nafto, raztovarjajo. Eno samo polje je, ki omogoča transport po reki, najprej po reki in potem po morju, ne. Takole zraka, potem človek še nekako bolj doživi res tisti občutek, a ne dežele, ko se dvigneš na njo. Ja, res je, čist dobiš drugačen občutek. Dobro je, če se stvar kombinira, da vidiš iz obeh strani in si potem realnejšo sliko lažje ustvariš. No, tukaj smo pa že prišli na Baltro, enega od teh Galapaških otokov, manjši. Baltra je bila ustanovljena v drugi svetovni vojni kot ameriška baza, no in je ostala ta avionska baza tudi za Ekvador zdaj in pač tista vojaška kampanja tame skrbi za funkcioniranje tega oporišča. Tudi zdaj je sam vojska tam. Medtem ko ljudje, ki priletijo na Galapaške otoke, jih takoj naložijo na avtobus in grejo po večini na Santa Cruz, naslednji otok. Drugi največji otok v tem Galapaškem otočju, da dobimo predstavo, to je dejansko 1000 kilometrov stran od celine in nekako ob ekvatorju. Proti zahodu, kaj ne? Tako je, ja. Približno za tretjino, vsi otoki imajo približno za tretjino Slovenije, imajo te skupne površine, skoraj 8000 kvadratnih kilometrov je in po večini so ti otoki vulkanskega nastanka. No, znani so po teh orjaških želvah in po teh želvih oklepih je tudi otočje dobilo ime. Galago pomeni ta oklep. No, mi smo najprej že po tistem pričanju otoka, prvega otoka, se ustavili na farmi teh orjaških želv. Sorazmerno malo jih je, ker so bile kar na udaru od nekako 15. stoletja naprej, ker vsi Primorci, ki so prihajali z ladjami na Galapaške otoke, so jih kot zalogo dali v svoja skladišča, da so imeli vse skozi frišno, svežo hrano in niso rabile ne vode, ne hrane in seveda na ta način so določene podvrste celo bile iztrebljene. Ja. No, danes je seveda to pod zelo strogo zaščito. Mi smo se nastanili v kraju Puerto Arroyo, to je drugo, sploh največje mesto, prestolnica teh Galapaških otokov in pa skoraj da polovico ljudi je v tem mestu na vseh. Sicer imajo Galapaški otoki 30 000 ljudi skupnega prebivalstva in samo v zadnjih 10 letih se je število podvojilo, to se pravi iz 15 na 30 000. Vzrokov sta pa dva, in sicer, da se tukaj sorazmerno dobro zasluži in pa varno je, z razliko od
celinskega dela, kjer te dve predpostavke nista izpolnjeni in seveda, da jih skušajo prebivalstvo nekako zadržati, da dejansko ne bi prišlo do te eksplozije prebivalstva na Galapaške otoke, ker je že turistov preveč in te stvari je treba res deselekcionirati, tako kar da ne pride do uničenja tega res lepega naravnega bogatstva. Pa je res, da je samo 5 otokov naseljenih? Tako je zapisano. Samo 4 in pa Baltra, ki je baza. Tako je. Vsi drugi so brez prebivalstva in na večino otokov tudi dostop ni mogoč. To se pravi, da je prepovedan, da iz uprave nacionalnega parka skrbijo, da ne bi slučajno se ustavili tam, ko se ne sme. Vse je pa res, da polno tega naravnega bogatstva, ptičev, plazivcev in vsega, da je res, da lepo za pogledati. No, mi smo se napotili prvo na edino plažo, dve taki plaži sta, in to je Tortuga Bay, in na tem pesku si lahko, po robu tega peska je potegnjena črta, so količki in ko prestopiš tisto mejo, si takoj pridejo te upozoriti, da se moraš umakniti. To zaradi varstva narave. Zaradi varstva narave. Ker te peski so za želve hodijo tja odlagati svoje jajca in seveda je treba te prvo vse skupaj pregledati. Točno se vidi, ko želva gre, pušča ene take sledi s tistimi lopatkami in na koncu je kup in tista jajca, tam, ko je stvar ogrožena, seveda odnažajo v varovana območja, da se ohranjajo. Ko pa malo obstaneš na teh kamnih, postane pa rdeče vse teh živopisanih rakov. Prav lepo. Teh je res, da je ogromno. In seveda z njimi se prehranjujejo ptice in seveda vse lepo kroži v enem takem sožitju. Ptice moram povedati, da se ljudi ne bojijo. To se pravi, da nimajo slabih izkušenj in seveda jih lahko vidiš tudi kar na nekaj metrov. Tisto, kar pri nas s teleobjektivom ne moreš posnameti lahko tam, kar s telefonom narediš zelo uporabne slike. Pa mogoče so jih dali v tečaj krepitve samozavesti, da si gospodar tam in se ne umikaš. Ja. Takole za hec. Ja. No, to so te ptice. No, po večini so gozdovi, so te specifični so te gozdovi. Po večini so gozdovi opuncije in na to opuncijo so vezane tudi prehrambene navade kar precejšnjih vrst prebivalcev teh. To je listavec ali kaj? Kaktus. Kaktus. No, razloži nam, ker ne vemo. Opuncija. Hvala. Ja. Puerto Ayora. Kar zanimivo mesto, en tak kvadratek je, par ulic, enih 10 riž od morja in 6-7 vzporednih ulic, to je ta in vse poti vodijo v pristanišče. No, mi smo bili raztepeni po vseh teh hostlih, no, vendar zvečer je pa bila tako, kar naša odprta kuhna na eni ulici, da so zaprli vse skupaj in pripravili in seveda smo se vsi za njihovo domačo morsko hrano prehranjevali prav na tej ulici, ki se je naredila zvečer, je bila prava ribja veselica. Zelo poceni in pa zelo dobra hrana.
No, po večini pridejo te večje, možno je na dva načina priti na Galapaške otoke, in sicer organizirano z ladjo, da si takole pred mestom parkirani in te potem vozijo, ali da, kar je bolj luksuzno, da si nastanjen na sami celini in da potuješ potem sam po programih, ki ti jih omogočijo. Brez programov pa tukaj ne gre nič. Pa je vse načrtovano, da ni kar tako ne. Vse poti vodijo v pristanišče na drugi strani otoka, tako da smo se vsak dan prevozili kompletno otok in potem seveda tam so te naložili na čoln. Tisti, ki je krmar čolna, je dobil timing, lahko pristane tam, raztovori takrat, recimo ob 9:20 raztovori ljudi in čez par ur, točno določeno, jih mora tudi dvignati. Vmes se je mogel od otoka umakniti, no in to je prvi tak otok, na katerem smo bili. To je Plazac. Majhen otok in pa zelo, zelo bogat živalim. Vse je nagrmaljeno na sorazmerno majhni površini, tako da vidiš dejansko res, da je tukaj čisto vse. Pa človek ni tu nič moteč preveč med temi živalmi, ali kako je poskrbljeno za to? Tukaj imaš pa strogo določene, skoraj da določene črte, po katerih se smeš gibati. In izven teh poti te takoj ali te naženejo, ali dvakrat te opozorijo, tretjič, če si preveč drzen, da posegaš dejansko, da greš slikati te stvari brez objektiva, ker s telefonom tja pod drevo te pa pospremi in nisi več zaželen v taki skupini. No, to so te opuncije. In to, ko si rekel, da uporabljajo tudi oni, domačini, za prehrambene ali kakšne potrebe? Možno je, plodovi opuncije so užitni tudi za človeka. No, vendar tukaj so te morski in pa kopenski legvani dobesedno čakali pod drevesom, da je kaj padlo dol in so seveda potem se mastili s to hrano. No, to so endemiti na teh otokih in na temlem otoku na Plazacu jih je dejansko največ jih lahko vidiš tukaj. Je res, da je kar velika populacija na sorazmerno majhni površini, tako da paslikovito je vse. Te skale in raznobarvno rastje. Upozorijo te pa na teh skalah na drugi strani otoka, tukaj je bilo pa sam gnezdo pri gnezdu. In so bili eni galebi, ki so gnezdili, dobesedno je bilo prekrito z gnezdi to skalovje in seveda so te upozorili, da tudi pazi kot na tisti poti, po kateri se smeš gibati, da ne pohodiš teh živali. No, tako razgleda ta pot po otoku, samo po tej poti smeš. No, to so pa te galebi, ki je največja kolonija teh ptičev, je ravno na Plazacu. Vidiš ga, tudi prideš do gnezda, ki ga čisto poti meter stran od poti in seveda tudi mladičke lahko vidiš brez velike muke. Niso vznemirjene ptice v prisotnosti. Lahko tudi pogledaš, ne bojijo se ljudi. Krasno. No, tukaj so te morski levi, kar precej jih je tukaj. No, v pristanišču se dejansko se skoraj moraš prestopiti jih. No, vidiš, tukaj je pa nekaj redkega, ker je tudi vodič slikal. Verjetno je to redko videno in sicer tukaj se pa imata rada in se parita dejansko. In viš, zadovoljstvo samice po res, da je neizbežno. Ja, z ljubezni je vse prijetno. Ja, to je ena od teh zelo redkih ptic na otokih
redko je vidiš. Kakšen rep ima poseben? Ja. No, to so pa te Bluefoot bobi, modronogi strmoglavci. Zelo zanimivi ptiči, zelo lepi in tudi veliko krat jih vidiš na kakem internetu, njihov ples oziroma sprehod, ker so res šarmantni. Bi rekel, ptiči z staro alte Wiener šule. Zelo galantni, elegantni, tako da jih je res veselje pa gledati. Zato imajo pa modre noge, mogoče. To samo podarja njihovo eleganco. Ja. Lepa usklajenost vsega. Pač čist drug svet, ki ga nikjer drugje na svetu se ne da videti in pač moraš uživati, da je to nekaj res nekaj enkratnega, da pač glih vsakim ni dano možnost, da bi si te stvari tako užival in po svoje lahko pogledal, ne. Takole, tisti, ki so na nebu, lahko vidijo povsem svobodno vse, kar si zaželijo. Mi se moramo pa organizirati, da lahko pridemo nekam. Res je, ja. No, to so pa te priobalni gozdovi, samo del jih je tukaj ob La Plazasu. Lahko smo jih videli, kako izgledajo slanuše. No, pri vsaki taki ekskurziji smo pa dali gor tudi maske in seveda malo pogledali pod vodno gladino. No, vodič nas je peljal, seveda organizirano, tudi z maskami v to plitvino in opozoril, ker bo dvignil roko, pomeni, da je morski pes blizu in se brez velike panike umaknite zopet na ladjo, ne. Vas je to dohitelo ali ne? Jaz sem ga videl, morskega psa, sam verjetno, ali se me je ustrašil, ker sem bil večjih dimenzij kot on, ali pa je bil sit. No, to je glavna magistrala čez otok. No, veliko je teh luksuznih jadrnic, ki pa se morajo ravno tako podrejati programu, ki ga določijo v upravi nacionalnega parka. No, tukaj je naslednji otok in sicer Dafne, nima teh poti, bolj divje in redko se ustavljajo na njemu. Eno taka potka se da in predvsem zaradi teh ptičev z dolgimi repi, ki smo ga lahko malo prej videli, to je Tropic bird, tropik ptica. Na teh stenah pa vidimo res, da je pravo bogatstvo, vidite, in te iztrebki kažejo, da je res, da je populacija kar velika, ne. No, tukaj smo že na poti na naslednji otok. Na vsak otok smo šli seveda svoj dan, po točno določeni maršruti, tajmingu in vsem, tako da je bilo vse naprej določeno. To je otok Santiago. Tukaj so se ti stari brodolomci ustavljali in si na živeža, priskrbeli živežem in energijo za ladje, ne. In seveda eni deli so pač malo bolj izropani, danes se večina stvari ne kaže. Mi smo v enem takem pristanišču na Pinnacle Rocku pristali, se seveda sprehodili po teh kamnitih tvorbah, zelo zanimivo je. Imaš občutek, kot da se je vulkan ravno včeraj popoldne ustavil in da se je vse skupaj strdlo, da je vse nekako, ti daje občutek, da je še vse nekako živo, ne. Te mogočne tvorbe. Te oblike tudi prav umetniške. Prav umetniške, tako bi prišel v galerijo na prostem, ne. Ja, neka kiparska delavnica. Ja.
tukaj vidiš, bruhovan, tak mečkan in je ostalo taka kopca ali pa vrvi. Zopet en način, ne? Ja, lava teče pa se. Ja, in ustvarja res, da čudovite oblike in spoštovanja vredne. To je pa kost torte najbrž. Ravno tako izgleda, vendar se je slučajno nekaj odlomilo in pokazalo v notranjost, v geološko notranjost tega otoka, ne. No, tukaj je po tvoje en del biskvita, ne. Svežo kremo. Ja. No, to je drobno črevesje, ne. No, prebivalcev je sorazmerno malo, tudi rastja je malo. Samo dve vrste tale kaktus raste in pa ta kobilca sta redka prebivalca tega otoka Santiago. Kako se pa premikaš po takem terenu? Je naporno? Ni naporno, ampak je še bolj krhki svet je in tukaj te pa res, tukaj pa moraš po tiste hoditi, ni nič sam pa tja, ampak od čovna do tja, pa nazaj, pa nič več. Mi smo se seveda tudi kupali in na drug otok, to je Bartolomej, preplavali, ne. Da smo malo opazovali, kaj je pod vodo, malo pokukali tudi na plano, rib je polno in ravno tukaj je plaval tudi morski pes spodaj pod menoj. Ob tem... Ja, pa to je občutek miren? Ni... Si zaupal, da bo vse v redu? Sem pač zaupal, če jih je že 10 pred menoj uspešno prišel skozi, ki so bili bolj dopadljivi, pa da bi glih mene ulovil, sem bil malo potolažen. Lepo. Je pa lep tale podvodni svet. Je, zelo veliko je tega, no in je množice, izredne množice, vse je v velikem številu tukaj. Karkoli se pojavi, so množice, ne. Lahko ponoviva to uvodno misel, ko sem rekla, velika mati narava je mogočna. To vidimo, kaj ne? Ja, res je. No, in so tele kumare, so pa špecialiteta na drugem koncu sveta in zaradi tega je postala tale kumara iz Galapagosov tudi ogrožena vrsta. Sedaj je zaščitena, seveda. Ja. Ne, 98% ta ni zaščitena, ta je ščila. No, pač... Ja, vse je v vodi. Je tako, ja. Kar je potrebno. In ko malo pokukaš, vidiš tudi tega mečkega pingvinčka. Te so pred 20 leti je bilo strašno neurje in jih je okoli 70% jih je bilo uničenih, tako da je postal zelo redek že ta. In samo okrog tega Artiča na Bartolomeju, tam se jih še da vedno videti in tam smo jih tudi mi opazili. Kako si užival, Miran? Tukaj je bilo res noro. Ne moreš verjeti svojim očem, da vidiš te stvari. Da vse to na tem in da težko je, ko greš mimo teh živali, pa da se jih ne dotakneš, ker predpis je, da moraš vsaj 2 metra se umakniti tem živalim in ne smeš se jih pa dotikati, ne. Ker pri mladičih, pri teh morskih levih ponavadi jih samica zavrže, če nimajo pravega duha. No, to je ena od kač, od 2 vrst. So strupene? Ki sta na otokih, ne vem, pač tako blizu, tako ne smeš, da bi ti bila ogrožena in to je pa ta igla zapičena v rob morja oziroma rob otoka, to je ta Pinnacle Rock.
malo je rastlinstva, vzadej je še vedno otok Santiago. Tukaj smo se povzpeli na vrh hriba in od tam opazovali širšo to okolico. Rastlinstva je sorazmerno malo, je pa vse skupaj zelo slikovito. Tukaj ne hodiš po zemlji, ampak so narejene lesene poti, ki ti omogočajo dostop na razgledišče na vrhu hriba in ograjeno vse tako, da se pač v tistem koridorju lahko samo giblješ. Moraš pa dobro včasih napeti oči, da vidiš te plazivce, ki se ti skrijejo. No, takala je ta pot, sorazmerno udobna za hojo, vendar včasih bi pa živca ti kljub vsemu dala, da bi se malo sprehodil, ampak tukaj nažalost dober teleobjektiv marsikaj rešuje, ne. Katerega je treba tudi nositi, to moraš povedati. Ni lahki. No, zato, da bodo gledalci vedeli, kako to gre. No, to je pa najlepši pogled, pravijo, na vseh Galapaških otokih, tale Penekle rok pa za Sullivanov zaliv. Ja, res je nekaj posebnega. Najlepši pogled na... No, to je ta Galapaška kanja. Ne boji se nič. Te posnetki sicer izgledajo atraktivni, njih pa težko pride do takih. Vidiš, da ti dobesedno pozira na dveh. No, samo vseeno pa moraš malo skombinirati, da pride slika kar taka, kot je treba. Vse je barvno usklajeno, ko gledava takole. Tako, ptice, okolica, ne? Vse prilagaja. Tudi tam se skrivajo, ker med vrstami je tudi tukaj tekmovanje. In se morajo dejansko tudi izogibati oziroma skrivati ne pred ljudmi, ampak pred drugimi. Ja, ta boj za obstanek, ne? Tako je, ja. Narekuje to. Zopet ena plaža, vendar druga plaža tukaj na prvem otoku. So pač druge vrste v teh, to so manj slane vode in seveda se pač druge vrste takoj pojavijo. Čaple in pa plemenci. Tisto, kar jim ustreza. Ja. Pticam. No, tukaj je pa že zadnji otok in sicer je to Nordsee-Mur, majčkan otok, znan po fregatah in pa po Bluefoot bobijih, ne. To so te fregate. Samci se napihujejo, da bi osvojili te mrke samičke. To ni pomožno. Včasih izgubljajo veliko energije ravno zaradi tega napihovanja. Izgledajo zelo atraktivni in ko tudi letijo z temi, vendar takrat nimajo napihnjenih teh balončkov oziroma teh golš. In to sta par bila, samička bela, on pa rdeč. Tako, ja. V tem skalovju je pa tudi na otoku je pa, tukaj vidiš, je pa gnezdo tega. In tudi samc pomaga pripravljati to gnezdo, ne. Sosedje pa opazujejo. To so pa te ščinkavci, ki jih je proučeval Charles Darwin. Dolgo nazaj. 1835. leta. Morski legvani, kompleten ciklus se pojavljajo tudi na kopnem, vendar imajo večino tega razvojnega ciklusa v morju. Izgledajo strašni, ampak takrat so pa ljubki. No, to so pa te šarmantni Bluefoot bobiji. Takole se nastavljajo in no, tukaj je
morski lev zmotil to idilo. No, tukaj je pa ena Američanka tudi skočila not v prvi plan, drugače odzadaj so pa bobiji, ne. In pa te ščinkovci iz Galapaških ščinkovci. No, tukaj je pa, vidiš, takle pa začne plesati. Prestopa iz ene noge na drugo in to ponavlja do onemoglosti. To je tako lepo za pogledati. Kakva eleganca, vidiš. Pa mrka ženska na drugi strani se ne ste osvojiti, verjetno, da... To je žensko dostojanstvo, Miran. Ne moreš kar tako. Takoj. Razumi našo naravo. Ja, res je, ja. No, tukaj smo na takem sprehodu lahko rečeš, sprehod po raju. In tudi en del tega smo opazovali tudi gnezdenje tudi iz čovnov, da se je dalo z strani veliko boljš pogledati. Motivov, 3 take zelo redke vrste, recimo jih najdeš tukaj kar na kupu, kar je zelo redko. No, zdaj smo pa v tem raziskovalnem centru Charlesa Darwina v Puerto Ayori. Charles Darwin je bil v 1835 leta na teh otokih in 1859 leta je izdal knjigo o izvoru vrst, ki je kritika vere dejansko, da se je takrat, kar je veljalo, da takrat se je postavilo na glavo, napravil je temelje teorije evolucije, ki se danes imenuje darwinizem. No, tukaj vidite pa zadnjega predstavnika svoje vrste, to je žalostni oziroma osamljeni Georgi. Moram povedati, da so to zadnji posnetki tega zadnjega predstavnika, ker je dober teden za tistem, ko smo mislili, je preminul, tako da ga niso uspeli spraviti, da bi imel potomce. Na noben način mu niso uspeli zagotoviti prave ženice in zgleda, da je tudi ta njegova starost, da je bila kar precejšnja ovira in je pač ena od podvrst teh orjaških galapaških želv izumrla. Takole, Miran, žal tudi najin čas prehitro mineva. Vidimo še kar nekaj lepih tvojih posnetkov. Tvoj raj nas je lahko globoko navdušil in pravijo, da kdor napravi dobro delo, naj molči. Govori pa naj tisti, ki ga je bil deležen. Tudi vi že odhajate, kot vidimo tule na posnetku. Ja, tukaj smo že na letališču za domov. Tako da se ti lepo zahvaljujem za tvoje dobro delo, da si nam takole res iskreno, globoko in pa požrtvovalno prikazal tole svoje potovanje, da smo lahko res poznali tisti del sveta, ki je nekaj posebnega. Vsekakor pa te naj še naprej vodijo nove ideje, veliko moči, veliko zdravja, da se bomo lahko še marsikdaj srečali in da bomo lahko takole radostno rekli, res je lep ta naš planet. Ja, hvala lepa za lepe želje. Zelo vesel bom, da bo še to najin pogovor, najino srečanje še komu v zadovoljstvo. Mogoče bo kdaj tudi kdo zaradi tega se sam napotil na to pot in sigurno bo z drugimi očmi gledal potem tudi na svoj prag. Hvala, Miran. Dragi naši gledalci, človeka naredi veliko tisto, kar nosi v sebi, njegova iskrenost, dobrota, ne pa neko dobro ime prednikov ali pa imetje. Hvala, da ste bili v naši družbi. Vse dobro vam želim povsod in se vidimo zopet kmalu. Pa srečno do takrat.